In ne bi kaj preveč dodajal k temu, kar je Klavdija že povedala. Jaz bi nekaj besed povedal samo iz tega kulturno-političnega oziroma umetniško-političnega aspekta. Za Arhipelag sem zvedel že, ko se je dogodila njegova prva edicija, ampak moram priznati, da mi ni pritegnila prevelike pozornosti, zaradi tega, ker takih poskusov je v našem prostoru in okolici bilo že kar precej. No, po vseh teh letih in tudi potem, ko je že izgledalo, da stvar ne bo preživela, se je pa zgodila letošnja postavitev, kar pa kaže, da gre za nek fenomen, ki mu je treba posvetiti malo večjo pozornost. Namreč oblika, v kateri je nastal ta festival, je samoorganizacijska in samoorganizacijske oblike niso narejene z vrha navzdol, ampak se dobesedno zgodijo. Zgodijo se pa enkrat na recimo 10-20 let in ne zgodijo se povsod. To, da se je Arhipelag zgodil v Gorici, se mi zdi, vsaj iz mojega aspekta, logično in normalno in se je moral zgoditi. Da se je zgodil v taki obliki, da so ga, da je to artistran, kot se reče, da ga umetniki sami delajo, da ne potrebujejo neke inštitucije, ki bi jim dala, ki bi legitimizirala njihov obstoj in da so sami zrinili to svojo idejo in da so jo uspeli vtkati v vse te različne sisteme, mesta, umetniške scene, medmestne, mednarodne situacije in tako naprej. To se mi zdi izjemno pomembno in moramo ugotoviti, pravzaprav, da je to edini tak festival daleč naokoli. Iz tega aspekta se mi zdi posebej pomembno to, s čimer je Klavdija končala, in sicer, da se ta festival, kljub temu, da je samoorganizacijski, podpira. To, da je samoorganizacijski, ne pomeni, da mora crkvati od lakote in da se mora izpijati svojo substanco zato, da bi lahko delal. Jaz mislim, da bi ga morali prepoznati ne samo znotraj lokalne skupnosti, ampak širše, zaradi tega, ker to je pravzaprav edina taka scena v celi državi. In ko smo že na nacionalni ravni, mislim, da bi moral dobiti tudi svoj korelat na italijanski strani. In kljub temu, da bi s tem ta festival dobil recimo neke ustrezne finančne, materialne pogoje, bi moral ohraniti, jaz verjamem, da jih tudi bo, to samoorganizacijsko obliko, ki je pravzaprav tista najbolj dragocena, najbolj krhka tudi, najbolj na udaru vseh mogočih sprememb in kaže pravzaprav, kaj je tista umetnost, ki se bo dogajala v bodoče, ki vznika v pogojih in okoliščinah, ki niso narejeni, ki jim inštitucije ne postiljajo njihovega dela. Tako da pravkar v tem trenutku v Ljubljani recimo poteka muzej na cesti, Moderna galerija organizira serijo nekih dogodkov po celem mestu in v njihovem tekstu pravijo, da je bilo v zgodovini vse premalo pozornosti posvečeno temu, tej umetnosti, ki intervenira v mesto samo. To so take velike besede, težke besede, ki kličejo po zgodovinjenju. To se dogaja v Ljubljani, na drugi strani pa imamo tukaj v Novi Gorici en tak hud dogodek, ki se ves dogaja v mestu in na cesti, ki je pravzaprav želi postaviti vse ljudi, ki želi postaviti mesto na noge in jih proba prebuditi iz te, bi rekel, malo meščanske zaspalosti. V temu festivalu je čutiti ta duh sodobne umetnosti, ki
ga zasledujemo po celem svetu, ampak kot rečeno, tisto, kar se mi zdi pri temu festivalu zares pomembno, edinstveno in za kar je treba čestitati organizatorjem in tudi vsem udeležencem, je to, da je to fenomen, ki se je zgodil tukaj in da nosi to svojo zgodovinsko dimenzijo in da smo lahko ponosni, da imamo tukaj v Gorici. Ja.